Jaz ne vem, če so me razumeli, ampak to ni več gerja. Glave. 123. glave, hotel sem pet, ne bom, ker je to slabo, pižama, intro. Kako naj ga povem, če nimam tvoje dražesne melodije v ušesih, ki bi me gnala naprej. Zato bom poskusil takole. Gospe in gospodje, lepo povabljeni na FB skupino, kjer se zadržujemo. To je seveda nič drugega kot Aparatus Legitimna FB skupina. Na Twitterjih smo občasno še vedno aparatus_si in pa seveda tale podcast je od srca. Tako da nas lahko podprete, ker vidimo, zdaj prihajate ni novi, pa če še ne veste, podpri.si 4, 8 ali 12 evrov mesečno lahko prispevate za delovanje mreže Aparatus, prav za opremo, da se nas sliši tako dobro, kot se nas, ker roko na srce, če bi midva z Anžetom ne imela tako hude opreme, da najna glasova delujeta vsaj kanček človeška, ne vemo, kako bi se to končalo. To bi bilo kot bi ta podcast snemali dve mandragori. Ja, pa ne. Dejansko je par ljudi na novo začeli podpirati, tako da Iber, hvala, če ste to naredili zaradi glav. Če ste pa zaradi opazovalnice, pa kaj z narobe z vami? Ja. To je dosti res. Pa še enkrat, ful dober, že spet odzivi na Instagramu. Jaz sem Anzeta, pižamcije, stric bedanc, potegite naj pošerava, sploh gife so ljudje začeli zelo dobro umeščati v te storije. Tako da ful hvala, ker tako se šera in potem grejo te stvari tudi naprej, pa še kdo najde. Tako da Iber. Hvala. Jaz mislim, da bova morala midva do naslednjega dela narediti ta test, v katero hišo sodiš. Res je. Ne, mogoče celo live bova videla, kako bo, ampak to se bo moralo na neki točki zgoditi, ker zdaj pa že vse Ja. neki predivje rata, ljudje se že, mogoče bi morali prav tako, veš, a imaš lahko flare, tako kot na Redditu na Facebooku, veš, da bi folk, ki pride v Aparatus Legitimna FB skupina, da bi zraven imel, kjera hiša je. Tok daleč mislim, da se ne da iti, nažalost, ampak ja, v redu. Da je, pa ker smo ravno pri tvoji priljubljeni hiši, Tom Felton, ne, se pravi človek, ki je igral Drakota, pa Jason Isaac, zdaj ful neki se tako pogovarjata po videoklicih in pol objavljata te debatke na netu, s tem, da Tom Felton je pa tudi neki, tako vsake tok časa malo igra kitaro in to zanč me to odpihnil, tako model je fan od gramatika in sta si neki pisala, kao mu pisal pač Tom Felton pisal gramatiko model, zdaj moramo mi dva komad skup narediti. Ja, to sem videl na Instagramu in prvo sem mislil, da je nek parody account, ampak dejansko sta si pisala gramatik, ki je Slovenc in pa Mali Malfoy. To je kar v redu, v resnici. To je legitimno. Pižanc, pa glede na to, da ti gramatika poznaš, to praktično pomeni, da smo imela Malega Malfoya v podcastu. Jaz sem to tako jemal. To je tako, to je ti kar mej, sliterinko. Hvala. Sam da se vidi, koliko je svet v resnici majhen. Ja. Drugač pa danes četrti film. Četrti film in kakšni so tvoji občutki, recimo v primerjavi s prejšnjim, ki so ga res kar pohvalila? Moram reči, da ta je tako pozitivno presenečen. Nekako sem pričakoval, tudi ene par ljudi mi je pisal potem na Instagramu v smislu, da tako malo se priprav. Ena mi je celo napisala, zdaj pa bolj filler varianta, pa sem rekel, moram spustiti pričakovanja, pa tako, ne, vse je cool, kao, ne. Tako da nisem vedel, kva misliti, ampak se pa videti, če je bilo prej tako, če so bili prej to neki veliki budžeti, ali pa tako, da se je čutil, da je neka velika produkcija, klešlo to še za ene 3 stopne više. Vse skupaj je še malo večje. No. Tak občutek imam in pol ponovadi se to pri teh filmih kar malo zgubi kako bi rekel, se zgubi malo srca. Ja. So bolj taki skrepi filmi, ki morajo si še zaslužiti za to, da jim dajo budžete, pa rate taki bolj blockbusteri. Ampak moram reči, da tako na začetku prišla tega svetovnega prvenstva. Ampak mogoče je stvar, ne, ki je tudi to je dejansko, kaj je bila fora, da je
knjiga, ne, Ognjeni kelih je dejansko tako še enkrat debelejša kot Jetnik iz Azkabana. Aha. In če je v Jetniku iz Azkabana že tam bilo treba nekaj rezati in jih potem pač stvari dajati, ampak tam res stojijo, tukaj dejansko skoraj pol knjige manjka. Dejansko so vzeli res te glavne točke, tudi obrnili so jih malo levo desno, recimo to, da oni, ki pridajo te dve šoli, ne, se tukaj zgodi na ta prvi šolski dan, imamo, tukaj pridajo pravzaprav malo pred novim letom, ne, tako da poldiri grejo v tist ples in vse, potem naprimer ne vidimo tega le, kaj je Prdrsljovi herja, ne vidimo v jazbini, ki se ful pripravljajo pred tem prvenstvom, da ga bojo šli gledati. Vmes Hermiona, ful je tukaj o hišnih vilincih noter, zgodbe Hermiona naredi osvobodilno fronto hišnih vilincev in potem ona zbira podpise, da bi jih rešila tle, ker se pač izveda dejansko tle v kuhinji, pa vse to pa, kar je nekih teh sobaričnih dejavnosti, da vse to hišni vilinci počnejo. A veš, ne vem, Palma Hagrida, tle ne vidimo nič kot učitla, on celo knjigo pravzaprav se strute neki nezagamani ritotrebi ali neki tasge prvot. Jaz sem šel pred tale v slovenščini, sem šel čez na hiter malo prelistati knjigo, se dogaja, prsnej puni skor nič, tako ful je enih stvari, ne, ki jih niso nodali, ker so dejansko zelo seželi vse skupaj in jim je dejansko tudi, glede na to, koliko so morali apšlesati vse skupaj, jim je še dokaj koherentno narativo uspel speljati. Jaz sem pa glih hotel reči, da v resnici mislim, tako kar nekako deluje. Mislim, to, kar so hoteli povedati, kar gre skozi. Tako, mislim, nisem imel toliko občutka, da manjkajo stvari, kot recimo v dvojki, se mi zdi. Tam se je najbolj meni čutil, no? Da je mal naseckan tako. To pa ne bi rekel, no? Iskreno se mi zdi, da kar čisto ker se že spet se veliko dogaja v vseh teh filmih, no? Ampak tudi Kleo v bistvu, no? Tako da začniva, ne? Se temu reče, ne? Ja, začniva s prvim prizorom, kjer se pojavi Dr. Who. Ja, dejansko. Pa že spet ta nek ker sem videl hišo, tako sem rekel, kje je zdaj familija, ne? In pa, se res ne bo familija in sem bil tako, to je kar moram pa reči, da nisem čištekel z njima tipo prav, Voldemort ni kača, ne? On je sam nek napudojenčak tam. Ja, v redu, pa sem to prvo razumel, ker tista kača, ki gre tam se pol okolo obrne, pa nekako kar govori on čez kačo ali whatever. Ja, pa za kača je tam njega se itak ne vidi, ker temu sam neko naročico ven daje, kaj je tak, jaz se ga mislim, da tako bi rekel proporcionalno, je meni en tak tako kot bratec v Rigetu, v kraljestvu od Larsa von Trierja. Aha, razumem. Veš, ko so ga tam na steni, ki je pol bil v uni podobi križanga z unimi predolgimi udi in je tako pač taka pomanjšana variantica tega se mi zdi in je pa to tudi, mislim, da tle niti ne omenijo, ampak v knjigi je, oni so to mislim, da je Little Hangleton ali kako je že dejansko v kraju, kjer se je rodil Riddle, pač Tom Marvolo Riddle, se pravi Voldemort. Aha, da dejansko mislim, da je to prav njihova hiša, da je bila nekdaj. Mislim, da to je cool, ker je dost random to. Ker neka bajta, pride, ampak mislim, v knjigi bi takoj bi povezal, ampak v redu. Pa tudi dosti creepy v resnici. No? Ja. Dosti creepy scena. Je pa v bistvu, ne vem, ali bo to takrat fake out, ampak ker je pač, Tenant je ta, ne? Ja. Ker je Tenant noter, pa sem ga non-stop iskal, ne? In je v bistvu dober fake out, pa ne vem, je bilo takrat to tako mišljeno, Tenant že takrat bil toliko znan, recimo, ne? Ne, to je bilo pred Dr. Whoja, dejansko bil ta film bil 3 leta prej, so sploh zaštartali Dr. Whoja na novo, neki ta, zato da ne vem, koliko je on imel nekih full vlog tako pred tem, nekih resnih, je pa pač tako, kot se vidi potem dejansko v temule filmu, ne, je že od zamlada igral svojim zobovjem. Ja, šele zdaj sem se stavil. To je on, on res, ko vidiš, ko začne on te svoje zobe gor in dol
dol premikati in naprej vleči in tisto čeljust nekam predstavljaš. To je pa posod dejansko. Ali je tane Crowley v The Good Omens še takrat, ko unga vzga boga geekovskega fotra v unmu kempingu igra tudi še zmerne, je pač zobje so tukaj. Ja. A veš, le, če je tvoja čeljust produkt National Health Service-a, a veš, pokaž to, izrab, kar imaš. Fair point. No in pa je pač ta cela scena, kjer vidimo, da je, kot si lepo napisal, Voldy nekako živ, Harry to sicer sanja, ne? In pol vidimo, da je Harry zdaj očitno pri Ronu, pri Weasleyjih, pri Richardih živi. Tukaj bi mogoče omenili še to, ne, da je tle vidimo tega Petra Pettigrewa, Ja. ki zdaj vemo, kam je pobegnil, kako izvede to Avado Kedavro. Tukaj mislim, da zdaj prvič vidimo prav ta urok. A ja, sem res, ja, ok. Ne vem, če ga je že kdo izgovoril, tako da koga fental z njim v prvih 3 filmih. Ja, štekam, ja. Ok, fair point. A ja, pa to sem klepr Weasleyjih, no, to sem hotel reči. Kje je mama, kaj, niso pogodbe podpisali, kaj se dogaja? Ne vem, pač ni, ne zanimajo šport. Ja, očitno. Okay, pa te portki, no, da gremo to vprašati. Ja. Mislim, je v bistvu čisto dosti cool mi je narejena fora, da za na konc, ne, zaradi pokala pa to, ampak ne štekam, a ta čevelj, kaj je non-stop tam, ali mislim, kva? Nastavijo ga te ja, to je tako, pač dejansko, pač to so magični predmeti, ki ga ti naštimaš, da te pele, pač, kakor jaz to razumem, kot en tako trenutno bežni vedež tega, ne, je pač dejansko, tako kot smo tudi na koncu, pač deluje dvosmerno, dejansko te prestav med enim in drugim. Okay. Ne, to je pač tak. V Star Trek svetu pač dejansko je tak limited, kako se tam reče, transporter, kako je to, kar te teleportira. Ja. To je tak en mini Scotty. Ok, zmeden. Popredmeten. Zmeden. In pa vidimo svetovni pokal, Quidditchu, moj bog, to je res, to je pa, veš kaj fora, jaz sem mislil, da una zadnja bitka v koncu sveta, da bo to, da je bilo to up to 11, ne. Ja. O ne, prijatelji, ti si je bila dvojka, slaba dvojka proti temu, ki je v resnici postavili Allianz Areno nekje. To ni nogometni klub Rafovče, ne? Ja, ne. Ni to enka aluminij, tako bom rekel. Tako da ja. Moj bog. Ja, in pa zelo zanimivo. Kul mi je, da dajo Bolgare noter. Ne vem, zakaj se mi je to dopadalo, ampak se mi je. Se pa si videl, zakaj so bili Bolgari. Se vem, ampak hočem to reči. Ful mi je, kar mi je pa kul v tem filmu, je pa, da slabši film bi ta World Cup tega kruma, pa to ne bi bilo povezan pola. A veš, ni wasted to, no? Ma nek smisel ima ta World Cup, no? Kar mi je dosto všeč. Štadion je presenetljivo, ok, zgleda. Ostali so nek tako v tem steampunk obdobju, ne? Če gledaš, kako je vse zgrejo, vse tako pač malo pozno viktorijanska arhitektura tega litega železa. Ja, pa škaj mi je ful zanimivo bilo, no? Že spet malo odpre svet, da je tega folka dost, teh kačarajo. To mi je bilo pa v bistvu tako na cool način prikazan, ker so res tako pač mal huligančki navijači, ne? To mi je bilo cool, pol gre pa hitro vse narobe. Tako, če imaš do tam, ful je tako, prvo imaš uno začetno sceno, ki je dost creepy, ne? Pa misliš, da boš neki cajta gledal, že spet bradavičar, kaj pa ti kle počneš, smo pa na vlaku, ampak ne. Gledaš ta svetovni pokal kruma, unje pa kralj, pa razpad sistema, mislim, tiste. Pa ni tako, da bojo prekinili so turnir in ne, folk pride in začnejo demolirati kako tabor, ne, skautov, ja, več ali manj. Demolirati začnejo vse skupaj, no, tisti je pa kar tako, pač hitro gre. In tam tudi vidiš, kako je pravzaprav, če gledaš tam na tisoče teh coprnikov, čarovnikov, v njih je pa koliko? 8. Ja. V njih je pa 8, pa jih amben ne more ustaviti, kar je dokaj jebica, kar sicer potem zvemo tudi še s temi uroki, kako pa kaj je, ampak ti si tudi kar tako malo fuck it, ne? A veš, 8 modelkov v tem tako štalo naredi in... Ne, pa zanimivo je tako, ne?
dati v perspektivo, zakaj je njegovega imena, pa ne smemo reči. Ne? Pač, koliko je to res overbearing za vse skupaj. Edin, kar mi pa ni toliko všeč, je pa ta tatu oziroma njegov znak, tako zgleda, kot slab tatu. A veš, ta lubanja. Zato, ker se premika. Ja, sem lubanja, pa gre pa iz ust kača, a res, a nismo mogli nekaj drugega narediti. Ne vem. Lej, glede na človekove trenutne odločitve, kar se tiče nosne dekoracije, se mi zdi, da ta lobanje niti ni najhujša stvar, kar jo je naredil. Pa če gledaš potem kip na grobu od očeta, mislim, da je kakšne hujše estetske zločine tudi storil. To se strinjam, ampak tisto, kar mene zmoti, tako je, to zgleda, veš, ta folk gre na Tajsko, pa gre kar nekam si tatu delati, pa veš, kaj ti dajo uno knjigo. Kaj veš, kje je on na novaču ta prvega temnega coprnika? Veš, mogoče sta bila pa na Tajskem, pa je rekel, ti si tukaj, spolni turizem, ti nisi glih prijazen človek, a bi bil pri meni v vojski. Ne, samo če reči, to je una, veš, kaj ti dajo knjigo, da je kles izberta tu, to je tako na ta predzadnji strani, je ta stvar. Pa tukaj jih vajen zdela. Ja, točno to. Ne. To pa ne bom jaz, stari tattoo artist, ampak to ne. To bo tale. Vi ste ta prvi, ki ga bo on naredil. 20 prašičjih koš je potetoviral, zdaj ste pa videli. Tako. Ampak 5% off, ker je začetnik. Tako, res, ne vem, slab garb, kaj ne rečem. Okay, to je ena stvar. Pol pa Ladies Man Potter se malo začne plest. Ginny odpade, očitno, ker je pol z mojim najljubšim, ne? Z Nevillom, je Neville, ne? Ja. Okay. Očitno bolj z Nevillom hara. Misliš Ginny ali Hermiono? Ne, Ginny, Neville je. Valjda, promo. Z Nevillom, pardon, z Nevillom. Ja, sorry, jaz sem zdaj le, ker si Neville ron, sorry. Tole bom noter bom pustil, da se ve, kdo ve, prijatelji. Ja. Sem to rekel, glavno naprej. In pol dobimo pa to modelko, ki ima najgostejši škotski naglas, kar je kar dober. To je res dosta redo. Ampak se pol pa zelo. Lahko jaz vem nekaj od tebe. Ne? Dumbledore. Ne? Ja. A je on ta iz prvih 3 filmov, ali je on ta res weird model iz tega filma? Ker tako pa on kle, The Triwizard Tournament. Mark my words, you stand alone. Smo tako, kdo je tačen? Ja. Did you put your name in the goblet, Harry? Ja, točno, kdo je ta model? Kak je res, wow. Veš, kaj tako, še v prejšnjem filmu, veš, kaj je on time travel, on tako, jaz vem, je bolj tak, veš, ta čarovnik je, ne? Ja. Tle pa nek model. Tle je tudi, mislim, da tle je glih ta, ki sem ga jaz citiral, ta je ful bilo nekaj tega fenovskega slabe volje je poželo to, ker v knjigi mu tako čisto mirno reče, v knjigi pač Harry, dej povej, a si ti vrgel listek not v kelih. Je tako. Ja, tle pa ne vem, kaj je bilo, pa če režiser je odločitev, da ga naredi majhen bolj na 11 tudi ali kaj, ker pač, a veš, po prvih 2 delih ne bil itak drug, ne, Dumbledore, in tle so pač v prejšnjem delu tretjič ni bilo toliko neke razlike opazne, ker tle pa zdaj on že bum. Ja, tako, res je nek drug človek, no, tako. Pa zvemo, da pridejo še druge šole, ampak iz nekega razloga je teh iz Bradavičarke največ, v njih je pa samo za eno mizo. Ja, pač zato, ker pride samo odprava. Pač to je sam, a veš, ni cela šola, ampak so oni jih izbrali. Okay. In pol, zelo všeč mi je una ladja. Ladja mi je zelo huda fora. Zelo. Ampak koliko je to... Dej pomisli, kje so morali dati. Bolgarija. Dejmo napisati map Europe. Okay. Deva tole pogledati. Deva pogledati, ne? Zdaj, kako so oni iz Bolgarije, iz Bolgarije, ne? Da so pa že, se pravi, oni so morali v mrtvo morje,
čez Bosporsko ožino, Ja. potem okoli Peloponeza, mimo Grčije, po Sredozemlju, grejo tam Ja. od spodaj nad Severno Afriko in potem skozi Gibraltar ne, in potem okoli, kjer jih malo še tok zanese, pa naredijo, grejo z Zalivskim tokom še en krog do Amerike, pa nazaj obrnejo ne, in se ostavijo na Islandiji, reče, živo model kot ti, pojajo ene par New York, in nazaj dol, da končno preplujejo in potem po tem estuarju od Temze in gor se prebijati končno do tega jezera in fagin model, lej, če ti znaš čarati, zakaj si izbiraš tako nepraktična vozila? Ja, ok, na to res nisem pomislil. Medtem, ko unike so iz Francije, pridejo skočijo, če prav razumem. Ja, ali pa preletijo. Preletijo, ja. Pa jaz imam nek ta... Za Pegasuse, ne? Nek soft spot imam, tako da to sem bil kar mal vesel. No? Jaz čim Pegasuse vidim. Čeprav te mislim, da niso Pegasi, da imajo drug ime, ampak ja, pač funkcije upravljajo isto, pač morfološko so iste. Ja, ok, tako da to je za mene to vedno plus, če jih vidim. Tako da to, potem imamo ta Hagrid in una modelka, Madame Olymp Maxim. Ja, sta zelo hočeta biti skupaj. Ja, in tle je super tak Paul Warwicka Davisa s to vilco v roko zabode, je tak lušten, tak verjeten moment, je veš, dejansko pač glede na like verjameš, da je Hagrid bi to naredil. Se mi zdi, da Hagrida do zdaj najbolj konsistentna furaja čez vse filme, se mi zdi. No. Tudi poleg glavne trojice, no, tako se mi zdi, da kar dosto redo izpade. In pa, kakšen se je pa ta Karkarov zdel, ki si ga prvo videl, ta ravnatelj, profesor, kako je ta od Durmstranga. Mislim, tako, razumem, kaj so hoteli, v bistvu parodijo vzhodnega Evropejca. Ampak je ratal, jaz imel čisto ok, v resnici. Pač nek ta vzhodni blok, ljudje za železno zaveso. Pač jaz to, meni je to ok, meni se to sploh ne zdi več tako sporno. Une glave, ja, ne? Ja, ampak kle smo mi, razumeš, to smo mi. In se mi zdi tako, če že kle se bolj poistovetati, da sem lahko pa za druge, a veš, volk, ne? Tako da... Ta je itak Srb, ne, ki ga je igral. A res, ali kaj? Ja, Peđa Bjelac. Ja, edin prav, ok. Še bolj mi je v redu. Mislim, šokantno, da ni bil Radeš Rebedžija, a ni? Ja, malo preveč okroguje Radeš Rebedžija za to. Ja, pa se gleda, model je kar tako, bil je tudi v Boržva, v Borgiji, je igral v Narniji eni, tako da je imel neke... Ja, očitno. Ok. Drugač pa pol vidimo že ta kelih, ki... Okay. Kako smo že rekli, kelih... Harry potrebuje ta kelih, da bo nekoga zažgal. Ja, no, ne. Moram pa reči, da je tako, čisto ok mehanizem. Dajte noti me, pa so zažgal, pa trr, a ne pa pol ta v bistvu še ta omejitev za leta, no, se mi zdi dosti huda fora. Pa pol kaj proba ta brata odričata. Ti mi je bilo dosti v redu. No. Pol leti pa še Medaj Moody. Aha, se pravi brat od Munija? To sem jaz, moj bog. Okay. Zdaj, ki se za nazaj spomnim, ja, okay. To je vse slabo v resnici. Ja, ampak da si nisi mogel vedeti. Ja, se res nisem mogel. To je temu, čemu se lepo po slovensko reče educated guess. Z neko narativno logiko, a veš, teh podobnih imen bi povsem zlahka imel tudi prav. Okay. Ampak že spet izjemna izbira igralca. To je treba povedati. Še eden iz te zakladnice, ki res nima dna. Tako sem že mislil, da smo že vse videli, ampak pa Gleason uleti, razumeš? Dajmo enega na Irsko, ki je tiskati. Dajmo enega na Irsko. Ja, ker Gleason je meni res model. Pri Gleasonu bi pa tako, lejte, on je veliko stvari naredil. On je v resnici res veliko stvari naredil. Ampak če niste gledali In Bruges, ne? Ja. Če niste gledali tega filma, že spet, ne delate si usluge. Okay? To si pa ti vem, da gledal in si fan. Tako je. Ne?
To bo dalo zapiške in Bruges. Bruges. Res za pogled film. Pa kaj bo še ta The Policeman, kako je že kaj z Katarino Čas? The Guard, mislim, da je nekaj tazga. The Guard, ja. Res dober. No. Res dober. Tako da, Gleason model, oko, super, res super, tudi dobra prostetika. Zgleda tak učitelj fizike, a ni? Malo ga srka, malo zmešan, v moji knjigi tle piše fizika. Ampak tako, v bistvu ful dober lik, no. Res. Pa še ta dober prikrito, taga pa mal cuga, ne pa pol vemo, kaj točno pije. A ne? Tako da, pa še retem že, it's probably not pumpkin juice. Pol pa mislim, da, nisem pa zihar, ne. Ja? Ta model, ne, kva je... Barty Crouch, ta iz ministrstva, uradnik. Ja, on igrava Only Fools and Horses. Ja, on je ta iz Only Fools and Horses, kolega od Del Boya. A ne, da je to ta človek? Ja. Od Del Boya, prijatelj, ne. Moj bog, to je kar v redu. Pa z Don French je v Vikarki iz Diblija tudi igral. Ja, tudi igral. Pa iš kje igra? Kje? V Tinker Tailor Soldier Spy. Tako da, ne, več gerija, manj mape. Hvala vsem, ki ste mi pritrdili. In ni vas bilo malo. Trije. Zelo hvala. Več kot trije, ta star, ne zabavam se, res so mi privatni ljudje pisali. Tako da, hvala, res, vindication. Razkri korespondenco. Ne bom screenshotov ljudi, jaz zmeraj vprašam, kaj screenshotam. Če mi kdo kaj napiše, vprašam, lahko naredim screenshot, pa objavim pa brez imena, vedno to naredim, ker sem normalen človek. In tle pove pravila, in tle je super, tle je tako sam nadgradnja Kvidiča, ker že tam, ker lahko umrete, tako da 17+, ja. A ne, veš pač, če boš umrl čez določene starosti, jebi ga, ne. Ja, ampak tako, je pa kar na hard to. Tako, se mi zdi, že tako se je ful zaostri vse skupaj s tem World Cup masakrom, ne? Že tam tako dark rata, pa je pa še to, pa si tako, kaj se kle dogaja, in pa že spet točno to, polk razloži, lahko umrete, sami ste. Kakšna izobraževalna stanova je to? Res. A ti preberem en odlomk, ker sem prej malo brskal po tej knjigi? Ja. Ne, čakaj sem, da najdem. Ka prav, ne, kako je bilo pred počitnicami, ne, in prav, da za Snape'a, ne, da jim je naročil, naj sami predelajo debelo poglavje o protistrupih. Tega so se lotili zelo resno, saj jim je obenem namignil, da jih bo še pred božičem vse po vrsti zastrupil. Tako naj bi najlažje ugotovil, če si znajo zvariti ustrezne in delujoče protistrupe. To je res za inšpekcijo. To je pač za inšpekcijo. Ampak če preživi na trgu. Ja. Ja. To je problem. A veš, kaj je to edina ustanova, to vrsta na britanskem otočju, kaj boš naredil? Se boš vsak vikend vozil v Beaubaton, ne? Kar je tudi pravzaprav zelo dobro ime, ne? Čeden štilček. Lepa. Pol zvemo, kva se dogaja, pa imamo pa v bistvu že spet pouk, ne, to, kar je Emma Thompson v prejšnjem filmu delala, zdaj Gleason dela. Čeprav on je zdaj tisti, kar je... Lupin del, ampak tako, vidiš že spet nek pouk, ne, kot tak. Recimo zdaj, ko si omenil Emma Thompson, ona je tudi tle v tej knjigi, noter in je ful Harryja pa Rona hvala za to, ker morajo horoskope pisati in ona dva ful sam slabe stvari si napoveduje ta vse in ona čisto dušna, to je to in ima petke daje. Lepo. Drugač pa, pol zdaj, to sem pa pol šele povezal, ne, valjda je ta model tok krud do unga ščurka, ali karkoli je, ne, ker pač ni ona, ne. Ja. Tako da to sem pol povezal, ker ti smo je mal zmotil, ker sem, veš, ker ti predstavljajo kot, to je pa ta, ki ga mal pije, pa to, ne, pa je pa tam čisen creepy modela, ne. Tako da ampak to res, še nič nisem slutil v resnici. Nekaj ti predstavljajo, a veš, kot lika, ne, pa šele, ker se je pol mal ta polyjuice, ne, omenjal, sem rekel, mogoče je pa nekdo nekaj drugega, a ne, ampak tudi nisem nanga posumil, tako da me je v bistvu na konč šele sem se mi je povezal, le so me kar nategnili, no, to hočem povedati. Ja, dejansko je tudi to, ko pol pride konka tega Nevila Longbotna, pa Botoma pa vse naš dek sep, pa pridej, se vam malo pogovorila, te bom, veš, kaj vid. Ja.
da mu je dejansko je fulno. In v glavnem tukaj so te trije neoprostljivi uroki, oziroma kot se temu v slovenščini, žarlele kletve. Wow. In en je ta Imperious Curse, ne? Se pravi imperijo, s katerim ti človeku pač ga zasužniš, da dela kar hoče. In to imaš tudi, recimo, pol v knjigi, jih on uči, dejansko jih on s tem imperijom uroči učence in oni morajo pol in heri edini, ki se že iz prve zna upreti temu. Okay. Kao, kakega ima, ne, da je on čist, pač, da dejansko priš neko tako stanje ekstaze in ti je da bes in si pripravljen ti vse delati pač za tega, ki ti naroča. A ne, se pravi, ta je ta prvi, potem imamo ta Crucio, Cruciatus Curse, križani urok, mislim, da je po slovensko, ki te trpinči, in pa ta Avada Kedavra, urok, s katerim si pričaraš avokado. To je res tako slovo. Veš kaj je fora, ki je tudi malo pozitiven ni. Veš, tako, kot pridelava avokado, tako da fakt je dejansko je to. To je dejansko ti avokado, ki ga dobiš iz unih mafijskih plantaž. Ne, veš kaj največji smeh? Največji smeh je to, zdaj, ki sva to ta prvi del delala, je en pa na Facebooku v grupi napisal kao urok za avokado. Ok, to je bil komentar. Razumem. Zdaj res razumem. In še ena stvar, zdaj danes sem full študija naredil, kar pomeni 15 minut sem listal po knjigi, ker sem čakal, da otrok zaspi. In je, kaj je fora tega, Avada Kedavra, tudi ta razlaga. Pač, da Avada Kedavra je kletev, ki je obvlada le izjemno mogočen čarovnik. Vsi, kar vas je, bi lahko vame uperili svoje palice in izrekli čarobne besede, a močno dvomim, da bi me doletelo kaj hujšega. Morda bi se mi z nosa vlila kri ali kaj podobnega, več pa ne. Se pravi, da dejansko pač ni dosti, da ti znaš to besedo, ampak dejansko moraš vse presmeti to neko željo nekoga pokončati. Ja, štekam. Da ni, če ne bilo res tako simpel. So pa, se pravi, Avada Kedavra, unije imperatorjeva kletev, pa kletev križanih. To so te žarlele kletve. Žarlele kletve. Me kar všeč. Pol pa začnejo ljudje v bistvu že metati te listke in valjda krumu leti. In pa ga Hermiona mal gleda. Se to malo že dogaja? To je ta slovanski profil. Ja, to je to. Pol pa Cedric, Holy Mother of God, Twilight modelu leti. Sem bil čisto šokiran. Pa se že na začetku leto. Se vem, ampak igra to, kar je. Pretty boy. Ampak, to smo se mi z mojco pogovarjali. A ni on res dobra izbira za Batmana? Ja, zaradi čeljusti. Zaradi te čeljusti. Moj bog, zdaj si rekel, a si predstavljaš, pač Davida Tennanta kot Batmana. Kaj sam ta mas in sam una čeljust pleše pol metra levo desno. Točno to, vsi bi takoj vedeli, kdo je, pač, tako da je čist brez veze v resnici. Onda, Krumda in pa una modelka, ki ima weird ime. Fleur de la Cour. Hvala. Se pravi, srčna cvetka najbrž, ne? Okay. Mislim, dvomam, da je Fleur moka, no. To je kar, redo naprej. In potem, kar se, kdo bo začnejo listki ven leteti in merno vleti ven tudi listek Harry Potter. In more gor. Harry Potter. In kar naenkrat so v Triwizard Tournamentu 4, kar makes sense. Pač tako je. Sej tako, kaj pove Barty Crouch, Kelih je odločil. To je res, in da mora biti in it's a binding contract in ne vem kaj. A ne bi bilo to mogoče ful dober ta Kelih pol, ne vem, za uveljavo razsvetljenega absolutizma? Ne, ampak še samo to reči. Jaz hočem zdaj resno politično debato. Ne, prosim, ne speljuj me na stran s temi svojimi šalami, ker veš, da Ben Slytherin nikoli ne bi bil izbran za razsvetljenega absolutista. Tle se motaš. To je pa že spet ta tvoja mivi retorika. Za katero si bil tudi že opozorjen na internetu. Internet ti hoče dati nekaj vedeti, pazi. Sprejmimo Slytherina v svoje srce. Tako. Pol dobimo ta najbolj klišejski lik Eval, Rita Skeeter. Skeeter, oziroma kot jaz rečem, Danica Lovenjak.
Se vidi, da tega ne smem v zapiske napisati, da te tako bolj presenetilo. No, to glavi. V glavnem. In Harry Potter je kar naenkrat Godler. Ja, in so kar naenkrat intervjuji, ki so zelo slabi, in ona je pač senzacionalistična, bla, bla, bla. Potem imamo pa ta prvi razdor v prijateljstvu, ne, kjer Ron čist zamer Harryju, da je šel pač mem njega, ne, v to, ne, da se je prijavil na pač turnir. Se mi zdi, da je to nek spor, ki bi bil lahko rešen, če te ljudje ne bi bili stari 14, ali koliko so stari. Ja. Ne, se mi zdi, da bi bilo hiter konc in pa so še uni telefončki z Hermiono, ki je pa zelo en dober payoff joke na koncu. Ampak predtem moramo še omeniti ta Skype čarovniški. Skype čarovniški, kako? To, kar se pokaže Sirius Black v Unižerjavci. Moj bog, slabo. To je pa nekaj, kar deluje, to je nekaj, kar deluje v knjigi. Aha. To je nekaj, kar se sliši ful hudo v knjigi, kar bereš, kar si sam približno predstavljaš. Pa pa tlele pride ta lava monster iz The Good Place, not je pa tako, ok. In ti bi bil meni tako neki tretji ali četrti po vrst napisan. Ej, na koncu. Jaz ne vem, če so me razumeli, ampak to ni več Gerija. Okay. V glavnem. Ron se pol izogiba, pa pa ima Hagrid dejt, pa mu pokaže zmaje. Moram reči, da sem bil kar malo tako, zmaji bojo, to je pa zmerno dober. In se v bistvu izkaže za kar ok, vse skupaj. Klepol Harry pa Cedric začneta vsaj malo biti prijatelja. Se mi zdi, da sklepam, da je to v knjigi malo bolj razvlečen pa poglobljeno, ampak se kle kar kupam, no, v resnici, dosti je. Ja, pač dejansko je tako, ok, mu bom povedal, vse je z naše šole, v redu, cool model, ko je bili smo tam skup, dajmo, ne. Ja, plus ta scena pol Moody pa mali Malfoy, ne, oziroma najn kolega, najn prijatelj, ne, ker se poznamo preko gramatika, ki ga spremeni v tisto podlasco, ne. Moram reči, da tudi tukaj nisem dojel. Sem pač mislil, da ta je malo bolj zejni učitelj. Popol tam, ki sledi Harryju, misliš, da njegovo dobro dela, pa je to res ful dober natek. No. Meni je všeč. Ja, ampak dejansko se tega spremeniti glih to, da drži nekako to vse, veš, da je na Harryjevi strani. Ja. A veš, dejansko pač on Malfoja, razen če bi bil pač je mogoče jezen, ker je pač Malfoji so se izognali Azkabanu, njim je cool, sem pa tam bil. Ja, ampak bolj je, ful mi je všeč mi je, ker še kaže njegov first person, veš, iz uča, non-stop. The Terminator look. Ja, tako je, Terminator look. In je tako, se mi zdi, mogoče zaradi tega funkcionira, ker ga v bistvu kar dost kažejo. A veš, tako, če bi imel manjšo vlogo, ali če bi ga manj kazali, bi prej na njega pomislil. Tako ga pa toliko kažejo, da misliš, da bo iz nekje drugje nekaj uletel. No? Tako nekako sem jaz bil pač pretentan, se temu reče. Super je ta, ki McGonagall všteje, ga pa pravi, veste kaj, ne, transmogrifikacija na učencih, ne smemo več tega zakazati. Ja, to ti je valjda Dumbledore rekel, neka ta scena je, ti se kar redo v bistvu, ja. Posta pa še Harry pa Moody skupaj, pa mu že spet to, ki mu pomaga, a ne. Ta scena pa metla, pa lahko imaš palca, pa what are your strengths, pa to, ne. Že bi so ful dobra fora, ker mu pač pomaga, zato ker ga hoče spraviti do konca, ampak vemo, zakaj ga hoče spraviti do konca. No? Tako da, dosti hodo. Pa je pa ta prvi preizkus zmaji, ki očitno imajo narejeno celo areno sam za to, kar je kar zanimiv. Ja, le hišni vilinci imajo cajt, veš, ga popoldne še malo postavljati. Ja. To je ta pocena delovna sila. Ja, ampak tako kar konkretno zgrajena mini arena z skalam. Tako da, ja. To pa je, recimo, Plečnikov stadion, ne? Ja. Če bi on prej kjerkoli že unka, jaz ne... Allianz Arena. No, jaz ne poznam teh imen. Ja, to je od Bayrna. Aha, se pravi, to je tisto, kar se mi njih napeleš, kaj je tam na levi. Ja, tako, kaj svet, kaj cel lahko svet, kaj lahko barve mena. Dober fajt z zmajom. Pol tam leti, ni mi jasen sicer, zakaj zmaj pol pleza po bajti, zakaj ti si je malo weird. Ne skoč na njega, ne? Ja, ti si je tako pač zaradi, kaj film, gremo to tako, tak je life v resnici. In pol dobijo nekaj jajca, kjer pa že spet najprej smislo, kjera beda, ta jajca se derejo, kaj bom pa zdaj. Pol pa, ko mu Cedric pove, kako naj to nekako naredi,
in gre do mojega najljubšega lika ever. Ne morem verjeti, da Garyja ni uno model, ko imamo pa spet. Mislim, res. Ne vem, nič ne testirajo to na nekih test audiencih. Pa še zelo tako creepy je, ko ona je načeloma starejša ženska, on je pa nago, ne bomo sploh šli s tem naprej, v glavno. Ne, ni glih tako fina. Se isto, veš, kot una skiter, ki je tam, ki sta v uni, v hodniku noter, pa kavanga sil. To je par stvari pravno, ki je res tako pač kar nelagodno. Res je pa res, da mu ne daje čokoladic. To je pa tudi. To smo imeli v prejšnjem filmu, tako da ni panike. Huda fora s tem jajcem pa pod vodo, da tam ga pa slišiš. To mi je dosta všeč. No. Ampak še pred tem jajcem se pa zgodi veliki romantični fuck up. Moj bog. Moj bog, seveda ples, ne, kjer so pač oni pa res, tle pa res čista klasična najstniška komedija, kjer so itak fantomi narodno, špila se kaj, si ona tudi ne bo dobila zaplesati. In pa Harry zbira pogum 500 let in končno, ko se tam srečata na samem, tako v 6. uradu, Kaj, možganska kap, ne, a bi šla z mano na ples. In sem se pa že z nekom zmenila, pa če je tako škoda, a ne pravnaš, zakaj nisi prej vprašal? Ja. Kaj vidiš, ladies man? In potem pa sta te dve dvojčici patil, ki sta res zadeli terno s tem, ker sta tema dvema fantoma rekli, ja, greva z vama. Cho Chang je z Cedricom, sorry, sem ta Cho Chang, to je tako, kot bi Godler dal. Ja, to je kar slabo, se strinjam, zelo slabo. Zelo slabo. In seveda potem imamo pa še Kruma in pa Hermiono, kar smo kar nekako vedeli, da se bo zgodilo, in to, kako je vsakič malo pogledala v resnici. Moram pa reči, da mi je zelo všeč pri tem plesu, ker je že spet taka, skoraj zgleda kot, veš, mladinski film, v najboljšem pomenu. Ja. Una se na koncu zjoka, zakaj nisi rekel, vse je malo nič, ni tako nikoli ni prav. Una dve sta nojet, ki nočeta plesati z nje. Tako res je. Se spominjamo svojih gimnazijskih časov. Ja, tako. Hvala za te bolečine, ki so jih znova podoživljala. Ne, samo tako se mi zdi, to bi bilo lahko. Kaj ne? A ti si pa vsakeč tako šel naprej zunaj, jaz sem pa že in obvladam Irc. Ja, mislim, na Ircu sem bil bolj smooth, to je dejstvo. Ampak jaz sem bil že v osnovni šoli in srednji šoli 2 metra visok, nisem pa imel koordinacije. Tako da verjem, nočeš zdaj slabo plešem, tisti je bilo pa kaj Bambi, ki se rodi. V glavnem. In band, ki ga imajo polka je. Pulp. Aha. Valjda so Pulp. To je Jarvis Cocker. A ni, o moj bog, jaz sem mislil, da se. Mislim, da je celo mešance, da jih je več iz več bendov, da so jih nabrali. Kako je Jarvis, to ne je mogoče, da ne. Jarvis Cocker, Harry Potter, že googlam, itak da. Seveda da. Jaz sem imel enega prfoxa z angleščino. Ki je igral v Pulp. Ne, ki je bil full fan Pulpov, ki je bil Angleš, in smo imeli enkrat nek delovni list in bilo prvo vprašanje, name the greatest band in history. Kjer profesor pa je bil to? Ne, to je bilo v Angliji, tisti, ki sem šel čez poletje. Aha, ok, sem mislil, da te tleka še na teh Angležev slovenskih. Ne. In res, ko si pač mogel vedeti, da si mogel Pulp napisati. To je full dollar. To je tako prvi vprašanje na delovnem listu, kar sem vedel, kar dopadne. Zato imam Pulp, imam nekako male možgane zapečene. No. Ampak valjda, Jarvis Cocker, zdaj sem se ustrašil, da ni bil, ker sploh nisem šel gledat, ker sem bil 100%, da je. Jaz toliko ne poznam tega Britpopa, da mi pač faca ni povedala. Jaz Gallagherja vem, kakšna zgledata in to je to. Ja, ne, ampak to je to, Blur pa Pulp, pa to je v redu, to je dobra muzika. Ne, si tako komade, pa to poznam, ampak pač ni pa tako, veš, da bi pač, od tega Britpopa, Gallagherja, to je edina stvar, ki jo na vides prepoznam. Ja, Cocker ima tudi en full dober show, mislim, da je BBC Radio 5, je pa tudi kot podcast, ima goste, sem mene parih poslušal, je kar modelno, meni se kar dopadem človek. Ok, tako da to, kje smo pol zdaj? Aha, pol je tisti, ki sem jaz malo preskočil, ta kopalnica. In je ta Gillyweed, ki mu jo pol Neville zrihta, v knjigi mu jo zrihta Dobby. Okay. Mene to mi je pa kar všeč, Neville je v redu. Super je tudi zato, ker dejansko je on skozi pač že omenil, da on je pa ta herbology, da tomu pa gre, da za rožce pa je. On je tak kusobrin. Ampak to sem jaz dejansko povezal iz prejšnjih filmov, zapomnil, da on pa ima to kao nek aptitude pa to in pol. To kar ok. Je pa res, da vidiš, da je del seks tukaj non-stop glisan, oziroma mudi. Ja. Tako da
ker ok, že spet, mene so nategnili. Oziroma Tenant. No, Tenant, ja. Fakt, spoileri, sorry. Ja, ok, to mislim, da vsi vejo, da so spoileri. Ja, in pa je pa druga naloga, ne, je pa ta podvodna, kjer je CGI, ne, pač tako, kaj je. Ja, pa podvodno, pa to pa. V glavnem, Harry poje to vegetarijansko hrano. In tako, in pa je že spet ta reši oba, ne. In pol zato, ker reši oba, s čudnim imenom je še in the running prta zadnjama. Tega nisem predvidel. Ne, mislim, da je, kolikor sem jaz zastopil, ni da izpadeš, vsaj v knjigi je tako, ni da bi izpadel, ampak oni ti točkujejo. Že spet. Zdaj mislim, da tega niso, oni ti dajo točke, glede na to, koliko si se odrezal, in pol na koncu je nek ta skupni sešteva, kaj veš, s katerim pol tudi dobiš. A ne, bi rekel, ta pribitek časovni, s katerim greš v labirint. Labirint, ja, ok, v redu. Ja, pa še to, no, kle pri tej vodi, huda mi je bila ta, ker je vsak mal drugačne v roke, una dva sta imela tisti mehurček, un je bil morski pes, tako dosti hude fore v resnici. No. Tam je sam manjkal, da tako, ki bi v noč skoč, veš, tako da we'll need a bigger boat. Ja, ok, ja. Ampak, pol imamo pa Barty, mu v bistvu prvo še teži, ne, da mogoče bi pa pršel, in pol v bistvu zdaj, za nazaj mislim, pa imaš Moodyja, pa Bartyja, ki se tam, neki, ne, klete res, kaj je bilo v tej familiji narobe, da se tega tako namarata. Pol v bistvu Bartyja najdejo mrtvega, kar sem bil kar malo žalosten, sem mislil, da bo eno teh, ki se bo še kaj pojavljal v resnici, pa očitno se ne bo. In to Singa ubije, ne, kar je še bolj grozen. Potem pa imamo pa ta spet nek Sito za kulje. Jezus Christ, res, a to je to. To je pensiv, je to, ja. Moj bog, pensiv. To je fulušna mislito. Ja, super, no. Pač, ampak gledaj, spet ti si ta pensiv, a veš, to je pensiv, ne, pa pensiv, tako pač. Ja, ampak gledaj, tako mi rekel. Pravprotnik bi cenil tale pan od Rowlingove. To se strinjam, ampak tako, že spet mogoče malo premočno urodje, da bi ga ljudje imeli, ampak fair point. Ja, ampak veš, dejansko tisto, kar se ti spolnaš noter spraviti. To je res, ja, kar v bistvu, ja. To je res, tle se prav vidi to pač, a veš, da je Jesus doesn't only saves, but he also makes frequent backups. To se strinjam, da je pač, ja, ok, fair point, zaradi tega, ker dejansko v bistvu on gleda vse čez Dumbledorove oči in pol vidi tisto sodišče, I guess, no, tako v bistvu bolj. Ker je Karkarov. Ja, notar in izda in pa reče Barty Crouch Jr. in pa zvemo, da je Tenant v bistvu Barty Crouch Jr. Pa prej še, da je Snape. Ja, pa da je Snape bil. Delal za Voldemorta. Dvojna igra. Ja, vsi neko dvojno igro, ki igrajo. Trojno, kakšni, če si Tenant, ki je Moody, ki je v glavnem to. Pa je pa že v bistvu ta labirint, ki pa moram reči, da CGI že spet malo zmaga. To je treba povedati. In tukaj je mogoče malo tako, moram priznati, da v knjigi je ful imajo neke naloge, veš, noter se tudi jim dogaja, pa neke sfinge, neko sfingo srečajo, pa jim neke uganke daje, pa te, ki Hagrid vzgaja, se neki not pojavijo, tako da dejansko je ful več, nisem tega levo, desno, ki laufamo tja. Aha. Veš, tukaj je res tako malo, da fakt je pač to je zdaj nek pač malo bolj zajeban orientacijski pohod, kar imajo za zadnjo točko. Sicer je orientacijski pohod, na kjer mu lahko umreš. Ja. Ampak pač sej si na čarovniški šoli, to je tam navadno, veš, tam pač čarovniška šola je tako, dotraška poroka. Če mene umre, tako brez veze. Ja, pa presenetljivo veliko nekih mini aren in amfiteatrov imajo. Tako res, za vsako priložnost amfiteatr. Jaz mislim, da so oni imeli tam enega modela, ki je imel ful zveze in se je specializiral za to in je vsake 3 leta dobil eno javno naročilo. Sam so res tribune za vsako priložnost. Ja. Okay? Moj bog, v glavnem in pa grejo noter, unasta čudnim imenom jo požre. Fleur de la Cour. Tako jo požre, ampak pa vidimo, da je ok na koncu. Krum je v bistvu, kdo je njega kaj uročil? Mislim, da ga je ta, vse se poli zda, pač, da ga je Barty Crouch Jr. oziroma Moody. Aha, da je Moody, ok, pa je to. Ok, to sem
Čeprav, okay. Pa je pa ta v bistvu kar v redu moment med Cedricom in Harryjem, tam se mal borita, pa sta pa v bistvu mal skup. Tisti mi je bilo zelo, zelo všeč. V bistvu. Tako, mislim, se je lepo sestavljeno, no, ne mu pomaga, mu reče, nočem, da nosijo značke. Tako, no, čisto lepo vzpostavljeno v filmu. Tako lepo tovariš, prav vidiš si, pismo, zdaj pa Harry najde še enega, s katerim se bo lahko v naslednjih letih mal družil. Da ne bo sam znotraj Gryffindora, bo zdaj imel še enega z Hufflepuffa, ki bo tam čistko. Točno to. Tako, legit lik je vzpostavljen. No? Čist legit lik je vzpostavljen. Tako da dosti hodno. Pol pa v bistvu vidiš tisto, kar je bilo s temi portkiji, vzpostavljen čisto na začetku filma, da je v bistvu ta pokal, očitno ta portki in se pojavijo na tizmu pokopališču, Britofu z grobom, se pravi od, kako je originalno ime od modela? Očeta? Ampak kaj? Tom Marvolo Riddle. To sem hotel. Tako da pestro. No. Tisto, kar je Klemen, recimo, je, da je pač Voldi, oziroma zdaj, ker Voldemort polka zraste, tako, dober boss battle, no. Že spet, moram reči. No. Pa tudi že prej dejansko, ko vidiš to, pride, veš, buf, no bože, samo ga fenta, veš, hočemo Harryja. Je že tle ta trenutek, tle pa točno veš, tle pa res je ta trenutek, ko te filmi niso več otroški. Tako, pa ne samo, da niso več otroški, tudi se mi zdi, da ta zadnja scena malo praviči cel film. A veš, vse to gorje na začetku, pa tako to temačno, se mi zdi, da je kar malo pravič, ker pač model se pač dejansko vrne, to je ta brez nosu, kar sem takrat rekel, da vem, da je en brez nosu, zdaj vem, kdo je brez nosu. In potem je pa v bistvu še en... Kako mu je ime? Voldemort? Vodmat? Vodmat, to je pa ta kolegica, ki sem jo omenjal v prvi epizodi, se piše, moj bog, Volgemut, in jaz sem potem konstantno govoril Voldemort, ker to sem pa vedel, tako da zdaj jo pozdravljam, ker vem, da posluša. V redu. Zato me je pa tako zmedel, nisem več vedel, moram gledati noter ali ne, to je v glavnem, boss battle, moram reči, da je super. Pa še to sem hotel reči, ta dober še en fake-out je v bistvu, ki je v bistvu ta velik Malfoy, dokler mu masko dolno vzame, jaz mislim, da je tako mišljen, da misliš, da je Snape. A jaz pa nekaj ima svetle, da si. Ampak jih nima, ki ima hudi gor, Vzad se vidi, mislim, kada hudi dol, no, ampak polka pa še masko, sem vzad malo videl te blond lase. Jaz sem pa tako nekako dojel, ker je tak glas, mislim tako, mogoče pa mislim, da klej misliš, da je Snape, pa da masko dol, ta star. Možno tudi, lej, zakaj pa ne? No, pa sem pa se jaz tako dojel. Že tudi ta urok, kako ga spravijo k življenju, je tudi kar zanimiv. Pa ta kri, pa roko, pa kar v redu. Pa zelo grafično prikazan, kako zraste. Tako sem kar malo presenečen, v resnici. Ti se lahko repsko. Pa je pa ta fight, ki je čisto ok, pa z Wondi, pa se v bistvu vidiš, da sta si kar izenačena, kar mi je všeč, da so vzpostavili da se gabariti malo vzpostavijo, da ni kar, Najmočnejši čarovnik vseh časov in en 14-leten mulc. Ampak to je cela njegova, on je The Chosen One, on je ta človek, on je The Hero's Journey, pa to je sploh kupam, če se vzpostavijo te gabariti, pa on pa v bistvu malo pomaga ta starca, pa Cedric uleti, pa mu pa še reče, vzemi moje truplo, očetu, Pa to, v bistvu je pa kul mi je, da je malo ta napuh v bistvu Voldemorta, mu prepreči, da ga ubije. To mi je tudi dosta všeč. To je ta Jamie pa Ned Stark, ki tudi Ned reče, ki Jamie čisto popizdi, kaj zga v nogo, kaj zga mogo v nogo. Ta moment, jaz bi ga, ne tega dela. Se to pa tako, če je bil prejšnji del, ni bil toliko boss battle, kot je bil time loop, je kle boss battle. Pač. To je to, tak je bil v prejšnjih filmih. Pa je pa ta grozna scena, ko se Harry vrne s Cedricom, pa prvo si ploska, pa vidijo, da ne. Tako, to je heavy. Tako, res orange heavy. Pa je pa ta scena, kjer jaz še vedno sem mislil, da Moody mu hoče pomagati. Ja, pele, sep mal. In sem tako res, mogoče mu bo dal čokolado. Točno to za neko hudo. Pol pa je, kje sem pa dojel, da je nekaj narobe,
ko je tisti šot, ki vidiš skrinjo, ful predolg. Tam sem pa rekel, ok, ta model je noter, to je nekdo drug, Polyjuice, kdo krade Snape stvari za Polyjuice. Pa to skrinjo je že prej enkrat, ki je bilo nekaj, Harry prenemo. Nočeš vedeti, kva je notne. Ja, in tam sem pol mal povezal in sem kar, mislim, meni všeč, kaj nategnil, to sem že rekel, ampak tako, če si iskreno, res ful dober. Pa tudi super je dejansko, pač ta skrinja tudi deja, pa veš, ful in ta navezava, Tenant pa ta skrinja, veš, pač Dr. Who pa TARDIS. Ja, pa še pol, kako se odpre, pa... Tako kot un šotor tudi na začetku, nekaj kao mini šotorček, pa na znotri večje, kot na zuni. Ja, pa ful mi je dober, ker se dvigne, tako, všeč so mi te komplicirani mehanizmi odpiranja in zapiranja, veš, ki so se začeli že v prvem delu s tistim... V sefu dal v Gringocu, ja. Tako, všeč mi je to, ker je ful enih stvari, ki delajo, sem kar sakr za to. Tako da ja. Nač pa v bistvu zvemo, Moodyju zmanjka polšna TRR in pol zvemo, da je pač to bil Tenant. Hvala Bogu, letijo ostali pri Foxy, mu rečejo, da gre nazaj v Azkaban. Še un Veritaserum, nekaj je tudi že prej Snape lepo omenil. Pa ja, seveda, Snape. To so tudi fino notu pelali, ker mislim, da v knjigi tudi več tega, ampak tam kaže, vidiš, tole bo, ne, in pač, da ni kar iznenada, ne, da že prej nastavijo in potem ni treba razlagati, kaj mu je dal. Ja, se zato ti pravi, več, kaj si mi rekel, da pač ful manjka, ne, tako kaj je klep postavljen, te ta glavni biti za zgodbo, ki ti jo upravičijo v glavi so, malo stvari je iz nule prepelanih, no, tako, moče res na začetku scena, pa še kakšna malenkost vmes. A še tu ni zmaji, malo tako so na hitro razloženi, recimo, ne? Tam je meni malo mogoče manjkalo. Ampak ostalo pa kar nekako, to je dosti dober primer tega. Ja, po je pa v bistvu konec, ne? Ki že spet, hvala Bogu, ni pik, čeprav iskreno, cel film so bile pike s tem turnirjem. Tako da, moj bog, ne? Ampak ja, tak, zelo nadol, ne, konec v resnici, ker... Zelo je, ja, tudi kapalka, ki se poslavljajo, čisto ne razpravljajo, pač ti nič več na odkoliko je bilo, ne? Ja, pa zelo mi je všeč, to moram pa Rowlingovi že spet dati, ta v bistvu mala razdora v ljubezenskih trikotnikih in dvokotnikih in štirikotnikih, ne? Vem, kaj sem rekel, ko sem rekel dvokotnik, hvala. Tako da, hočem samo reči, všeč mi je, da se grejo klena razen, no, ker bi v bistvu se vidi, da je imela, da je dolgoročno se pisali to, no, to hočem povedati. Tako da, to pol more biti mal filler, ampak v najboljšem možnem pomenu tega. No. To mi je bilo zelo všeč in ja, nič ne več ne bo tako, kot je bilo, a ne. In pa še v obedve šoli gresta. Moram reči, da ta ladja, ki se potopi, to je dosti hud efekt. Meni to všeč mi je to, no, tako zelo... To je podmoranca, že. Ja, ampak hočem reči, všeč mi je kot fora, kaj magičnega bi bilo, a nekaj kočija z letečimi konji, ne, fair point. Ja, tak, ne. Ta ladja mi je pa tako dosti všeč mi je še pol to, ki gre, ki si prav tako kvazi, ta ladja bo pa normalno odplula in valjda glika to pomisliš, blib naredijo, ne, tako da... Nazaj noter, ja. In tukaj mislim, da je Karkarov bil z njimi, ne, je šel, ker v knjigi ga pa na koncu ni več, je pa nekam zginil. Okay. In je še tako debata, kao, ki pravijo, zdaj te pa vi malo nekako te pa, ne, zdaj nazaj prišli, kao, brez nekaj, ma se oni bi tak celo pot v kabini, smo morali sami rihtati, pa voziti. Aha, ok. No, ampak tako, moram reči, tak, legit blockbuster, za pogledat, res, jaz sem kar mal, res nočem, res ne fejkam navdušenja ali pa pozitive, zelo gledljivi filmi, za pogledat, nič ti ni dolgcajt, veliko se dogaja. Tako, ne, res, ker vsi smo videli Narnijo, pa je bolj krepka, ne. A veš? Mislim, Narnija je tudi, pa se, če gledaš, kaj pravzaprav prvi del Narnije je pač nova zaveza. Vem, ampak hočem reči tako, v smislu hiter, te filmi niso tak zicer, no, to hočem reči. Veš, to ni tako, tudi če je knjižna podlaga, ok, a veš, tudi Golden Compass, Jezus Kristus. Ja, pa ta Percy Jackson in Bogovi Olimpa, pa... Dejansko so ga res edin, ki je tako dobil spodobno ekranizacijo. Ja, res, mislim, tako recimo, ko gledaš Gospodarja, veš,
To originalno trilogijo, ne Hobbita, vemo, Hobbit je pač, okay. Pač originalna trilogija, ti si res, a veš, to niso zicarji, no, to, a veš, tudi kleke je mogoče kaj je slabš, je še zmerom, so tudi vrhovi toliko visok, da je okej, no, tako da se veselim, zdaj, kva zdaj gledam? Zdaj boš gledal pa Order of the Phoenix, Harris se pridruži temu redu. Kaj misliš, da bo ta zdaj red Feniksov? Kaj misliš, kaj počne ta Feniksov red? Moj bog, ne vem več, to že v zanč nisem upal nič več reči. Takrat sem pač rekel, da se Harry pridruži temu, ne? Ali kaj si rekel? Ja, Harry se pridruži temu redu. Dajmo pogledati, dajmo videti čez par dni, kaj je to naredil. Zdaj pa, ker sem prišla do konca tega dela, boš podprl zdaj Tomo gleda Potterja. Zdaj mi je ekstra dokument, mi je pižan sheet 2 odprem, ne? Ja, in tega ne bomo zapisovali, to bomo sam govorno, ne? Tako da, kdor to posluša, bo par imen, par pojmov, pa da vidimo, če boš uganil, kdo bi se lahko skrival za temi imeni. Sprav, gre za slovenske prevode od Kende in tako. Robaus Raus. Scabbers. Ne, Severus Snape. Tole bo slabo. Jesus Christ. Scabbers je škraba. Okay. McHudura. Ta stara. Ja, McGonagall. Ja. Taka pleše, tako, hvala, ok, yes, pika zame. Evo, imamo eno točko. Odlično. Velerit, kva? Ne vem. Ne, povej. Ne veš. Neville Longbottom. Come on. Okay, naslednje, mislim, da jo ne boš uganil, ampak probamo. Ja. Mark Neilstein. Ne vem. Ugibaj, kdo bi lahko bil Mark Neilstein? Ne vem, to star, res ne vem. Sploh ne vem, kva reči. Že to, da je Mark, ne vem, kaj bi mogel. Eno od Slytherina, kaj se vem, ne vem. Eni Slytherina. Ja, bravo, eni Slytherina. Kjer? Damo ti točko in sicer Mark Neilstein je, kako se Voldemortu v slovenščini reče? Kako se Voldemortu v slovenščini? Voldemort, kako je, ja, veš, kakšen je bil prevod za Voldemorta? Ne, Voldemort. Ne. Marlakenstein. In Mark Neilstein je pač Tom Marvolo Riddle, zato ker je rabu nazaj delati, ker je bila pač stvar, ki je pol v tretji knjigi, v drugi knjigi se šele pokazala, ki je imel prvo žene. Ok. Čak, Voldemort v slovenščini ni Voldemort, ok. Ne, Marlakenstein. Did not know that. Naprej. Ok. Marius Mali. Sploh sam ponavljam, to star res ne vem. Ne vem. Ne veš. Peter Pettigrew. Ok, nimam to, ne bi imel šans. Ok, šans ne bi imel. Ok. Zlatan Šarmer. Kdo bi lahko bil? Zlatan Šarmer. Kaj, Sirius Black? Ne. Gilderoy Lockhart. Ok, to bi mogel vedeti. Sorry. Šel sem zaradi sejo, sem šel na Sirius Black, to bi lahko vedel. Brenna forever. Ok, naprej. Evo. Trapec. Dobby? Ja. Come on. Bravo. Come on. Yes. Ok, lepa. Evo. Ok. Olchenbat. Ne vem. Ollivander. Ok. Okay. Palce dela. Ja, ne bi. Tako, zdaj pošelj, ker sem rekel, sem povezal. Ja, itak tudi mes je enkrat slišal. Nerga. Kolegica iz WC-ja. Ne, Mad-Eye Moody. Moj bog. Ok. Noruč Nerga. Ok. Evo, kdo li kaj je Morakvar? Morakvar. Yeah. Ne se ti zvali z jezika, da je probi še enkrat. Morakvar. Ne vem. Unike so pod vodo? Ne, Dementor. To bi pa mogoče lahko vedel. Tale je tako malo Huleš. Res ne vem. Huleš, ne vem, povej. Barty Crouch. Ne bi vedel. Ja, ta je tako. Okay. Profesor Wolf. Moj bog, Lupin, come on. Bravo, evo, to je. Lupin, naprej. Zmagoslav Levi. Zmagoslav Levi. Ne ti ta F mal,
Pa zmago, mogoče ti malo bolj to pomaga, kot pri. Kdo je pa na Viktorji, kaj sploh ne vem? Zmagoslav. Zmagoslav, ne vem. Ne, Viktor si rekel, tako da štejemo. Viktor Krum. Ok. Ta levi, zakaj levi? Ok, fair point. Ne, Krum, levi, tak levi je malo. Javkajoča Jane? No, slabo, naprej sploh nam rekel. Šušmar. Ne vem. Ne veš. Šušmar. Šušmar je pa naš prijatelj Cornelius Fudge. Ok, wow. To pa je prevod z velikim P, v redu. Bavkar. Kaj bi bilo Bavkar? Kaj je, Fluffy? Ne. To so unika, sem zdaj teli, ki jih imajo v prejšnjem delu v omari. Te, ki strašijo, kaj že. Te strašijo, neki na B, ne? B. Ja, tudi neki, ja. No, le to, evo, le to. Ja, ok, v redu. To sem še zdaj pozabil. In pa Oli Guma. To je res, ali? To je res, zato sem ga pa dal. Oli Guma. Zdaj mi priseži, da je res. Prisežem, da je res. Nekdo je Oli Guma. Ja. To je kaj šala iz leta 76. Jezus. Oli Guma. Mogoče, kje misliš, da bi ga najdel? V žepu. V denarnici. Dejansko mislim, da je en redkih, ki je pokazal denarnico, in sicer je to ta Stan Shunpike, ta, ki je na avtobusu sprevodnik. Ok, Oli Guma, to je pa kar v redu, to mi je pa malo všeč. Okay. Wow, no lepa. Tako da ja, šest si jih ugahnil, bravo, to je zelo dober. To je v redu, to star. Sploh glede na to, a veš, ker pač nisi imen ne vidiš tokrat ponovljenih, da bi se ti upisal mogoče. Ja, to je res, ja. A veš, toliko spomina, ne, da bi... Ampak tako, ja, bravo, Anže. In zdaj smo prišli do trenutka, ko se vsem upravičimo, ker sva šla res čez uro. In pa še enkrat, dajte kakšen odziv, no? Res, lahko slikate, lahko screenshote. Ja, super, dajte naraj res na Instagramu, kje poslušate, kakšne komentarje, kakšne dobre gife, dajte nam še kaj, tudi v Aparatus Legitimna FB skupina, nalimati, lahko tudi kaj na Twitterjih, Aparatus _si, in pa seveda, če vam je všeč tole, kar delamo, ne samo mi dva, ampak delamo skupaj na Aparatusu, pa seveda podpri.si. Odlično. In to je to za 123. glave. Wow. Naslednjič Feniksi letijo. Phoenix Suns. Tako, kaj bo Trey naredil? Trey je v Atlanti. Ne, on je v Atlanti, sorry. Če kdo pa že v Phoenixu, ne, Phoenix so pa ta prvi pik dobil, ne. Devin Booker. Ja, sorry, to, ja. To veš, da ljudje, ki so Potterheadi, koliko vas vedeli, kaj smo se zdaj le pogovarjali? Pište, to je to. To je to. Ej, hvala vam, ostanite doma, pa se slišmo čim prej. Ajde, čau. Čau.